V galeriji Murska Sobota so organizirali brezplačne počitniške likovne delavnice, ki so bile namenjene v prvi vrsti za osnovnošolce, ki so lahko s sabo pripeljali tudi svoje starše, brate, sestre, prijatelje in sorodnike. Na delavnicah so otroci po vzoru aktualne razstave z naslovom Videz tipnega in skozi različne likovne tehnike, kot so risbe, grafike, kolaža in akvarela, spoznavali pojme, kot so tekstura, faktura, šrafura in raster. Torej, te naše počitniške likovne delavnice so zelo priljubljene in me veseli, da se res življenje zdaj ponovno vrača tako, kot je bilo včasih, po tej dolgi po tem dolgem COVID obdobju. No, letošnje likovne delavnice smo si zamislili na ta način, da se zmeraj povežejo z obstoječo, z aktualno razstavo. In tokratna razstava je državna tematska razstava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na temo z imenom Videz tipnega. Torej, že samo ime pove, da ta razstavljena dela v nas zbujajo nek občutek taktilnega. To je torej bil osrednji problem, s katerim so se umetniki, ki razstavljajo, ukvarjali dalj časa, tudi s pomočjo izobraževanja in tako naprej, različnih delavnic, in tudi tokratne naše počitniške likovne delavnice se osredotočajo na te osrednje teme iz razstave. To so tekstura, šrafura, raster, faktura in tako naprej. In skozi različne tehnike, skozi različne likovne izzive skušamo ozavestiti te vidike, to tematiko pri naših mlajših udeležencih. Te likovne delavnice so namenjene prvotno osnovnošolskim otrokom, ampak seveda lahko tudi mlajše in starejše prijatelje, bratce in tako naprej pripeljejo s sabo in prilagodimo potem tudi vsakemu posebej, če je potrebno. Zahtevnost ali pa posebne likovne izzive pripravimo tudi za najmanjše. Mladi umetniki so se v času likovnih delavnic srečali z slikarskimi tehnikami akvarel, kiparstvo in kolaž. Akvarel je lahkotna slikarska tehnika s kitajskim tušem in prozornimi v vodi topljivimi barvili, izvajalsko pa zelo zahtevna. Značilnost akvarela je, da se vidi risba, barve so transparentne in delujejo vodeno. Kiparstvo je veja upodabljajočih umetnosti, ki deluje v 3 dimenzijah oziroma oblikuje volumen. Kolaž pa je umetniško delo ter hkrati ime tehnike, najpogosteje ga ta beseda označuje vizualni umetnosti, narejeno kot sestavljanka iz različnih materialov ter oblik, ki oblikujejo povsem novo formo. V 19. stoletju so bile metode kolaža pogosto uporabljene med ljudmi, ki so se z ustvarjanjem ukvarjali zgolj ljubiteljsko ter so tako beležili spomine. V torek smo se ukvarjali z akvarelom, torej z to zelo subtilno likovno tehniko. Danes pa bomo malo kiparili, bomo šli v 3. dimenzijo. Površine teh kipcev bomo skušali z različnimi ornamenti, z vrisi popestriti, torej ta površina od gladkega do hrapavega, te raznolike možnosti bodo otroci spoznavali v tehniki kiparjenja. In pa druga naloga bo pa kolaž, tokrat z tekstilnimi ostanki, torej z različnimi, tako barvnimi, tudi s čipko na primer, skratka, to bodo kombinirali in možnosti nekih zanimivih tekstur tudi v tej tehniki spoznavali. Otroci so to vrstne dejavnosti zelo pogrešali. V Murskosoboški galeriji so se v okviru delavnic potrudili, da so z raznoliko izbiro materialov postavili otrokom likovne izzive za različno umetniško ustvarjanje. Ja, mi imamo res raznoliki material zmeraj na voljo, tako da se trudimo, da jim dovolj velike izzive likovne postavimo, tako da kolikor je bilo do zdaj razbrati, zelo uživajo. In so tudi zelo pogrešali to vrstne dejavnosti. Tukaj niso toliko omejeni z nekim kurikulumom,
tako kot je to pri pouku likovnega pouka v šoli, imajo precej bolj proste roke, ne. In fino je, da imajo tudi potem številne primere na razstave, ki jih lahko na lasten način potem vkomponirajo v svoj umetniški izdelek. V galeriji je trenutno odprta 8. državna tematska razstava z naslovom Videz tipnega. Podrobno o pomenu naslova razstave nam je povedala kustodinja Irma. Videz tipnega, ta naslov malce sprovocira, ne, oziroma nam da misliti, kaj je tisto tipno, na kakšen način lahko torej na sliki ali pa na kipu ali pa fotografiji, grafiki in tako naprej, to otipljivo upodobimo. To je večni izziv že skozi zgodovino likovne umetnosti in eni so ga bolj uspešno, drugi manj uspešno torej vkomponirali, razvijali skozi svoje likovna dela. In moramo priznati, da je ta razstava res pokaže zelo solidne, zelo dobre izdelke likovne, pa čeprav gre torej za ljubiteljsko raven, ne, ker smo zelo se osredotočili na ta problem tipnega in so ga spoznavali tudi skozi različna torej predavanja, likovne delavnice, ki jih javni sklad organizira tako regionalno kot državno in rezultati so res vidni, ne, gre res za zelo dobre kvaliteto, glede na to, da gre za ljubiteljske umetnike, ne.